Ja, in lep dober večer. Hvala lepa za ta krasen nastop, zelo sem užival. Prav lepo glasbo si izbrala za to. Tako da, spoštovani predsednik medobčinskega sožitja in vodja seminarja Franci Rozman in njegova pomočnica Bernarda Rozman, starši, vodja Maja Keržič, vodja VŽU, spremljevalci in spremljevalke in udeleženci VŽU, dragi starši, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe in seveda v svojem imenu na tem vašem zares prijetnem druženju. Že od leta 1963 Zveza Sožitje, ki je v letošnjem letu praznovala 60 let, sledi socialno človekoljubnim ciljem, raste in se krepi z občinskimi in medobčinskimi društvi. Več kot 15.500 članov, ki so v prvi vrsti same osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihovimi starši in sorodniki, strokovnjaki različnih usmeritev ter drugimi občani, ki se iz svojega humanega prepričanja odločajo za članstvo v teh društvih, vsakodnevno pomaga drugim. Za vaše plemenito delo, ki je bilo prepoznano tako doma kot v mednarodnem prostoru, vam v visokem jubileju čestitam in se vam zahvaljujem za vaše delo. Spoštovani člani Društev Zveze Sožitje, vaša prizadevanja imajo mojo osebno podporo in v to sem prepričan tudi podporo Državnega sveta Republike Slovenije s Komisijo Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter predsednika omenjene komisije Danijela Kastelica. Komisija redno spremlja pripravo in izvedbo zakonodaje, ki se dotika področja oseb z motnjami v duševnem razvoju in opozarja na morebitne pomanjkljivosti. V Državnem svetu ugotavljamo, da kljub obsežni zakonodaji, kamor spadata tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o socialnem vključevanju in drugimi pomembnimi dokumenti, žal na marsikaterem področju za osebe še ni tak, kot bi moral biti. Morda k temu prispeva tudi v družbi še vedno vse preveč prisotno prepričanje, da osebe z motnjami v duševnem razvoju ne zmorejo enakopravno odločati ali soodločati, se zastopati ter se vključevati v zaposlitve. Odraz tega je tudi dejstvo, da lahko po trenutni slovenski zakonodaji ljudje z nekaterimi invalidnostmi še vedno izgubijo volilno pravico, na kar ste opozorili tudi z zborovanjem volilna pravica ni kaprica, ki sem se jo tudi sam udeležil. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je število odvzetih volilnih pravic iz 3016 v februarju leta 2022 naraslo na 3505 v januarju letošnjega leta. Kar nekaj dela nas še čaka, da bo vzpostavljen tudi sistem osebne asistence, ki bo starše tudi mladoletnih oseb z motnjami v duševnem razvoju razbremenil in celi družini omogočil kar se le da normalno življenje. Pa tudi, da bo osebna asistenca organizirana tako, da bo omogočila, da se osebe z motnjami in vsi drugi, ki osebno asistenco potrebujejo, iz pasivnega oskrbovanca razvijajo v soustvarjalca lastnega življenja. Junija letos je Komisija Državnega sveta skupaj s Komisijo Državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti seznanila s problematiko financiranja osebne asistence. Komisija je opozorila, da cena urne asistence tako ne sledi več stroškom povezanih z izvajanjem osebne asistence, kot tudi ne splošnim stroškom poslovanja in pozvala Ministrstvo za delo, da nadaljuje z aktivnostmi za prenovo sistema osebne asistence, ki bo finančno vzdržen za izvajalce, ki bo zagotavljal dostojno plačilo za opravljeno delo. Izrednega pomena je, da so v pripravo zakonodaje na področju, ki se dotika oseb z motnjami v duševnem razvoju, vključeni tako strokovnjaki z različnih področij, kot tudi vi sami ki vsakodnevno čutite in veste, kaj in kako bi bilo treba urediti. Spoštovani, Državni svet je povezovalec med civilno družbo in državljani ter politiko. Njegova naloga je, da prispeva k ravnovesju oblasti, izboljšanju zakonodaje in učinkovitosti zakonodajnega procesa.
utrjuje zakonodajne in nadzorne funkcije parlamenta in omogoča popolnejšo zastopanost najširših interesov različnih skupin državljanov. In temu poslanstvu bomo sledili tudi v prihodnje. Naša vrata so vam vedno odprta. Želim vam obilo poguma in vztrajnosti, pa tudi mnogo sadov uspeha v prihodnje. Hvala lepa, da ste me poslušali. Lep večer vam želim.